Danes torej Ptujska klet prihaja tudi zares v Maribor za novo prodajalno, ki je tu v bližini glavnega trga čez cesto od Elektra na Vogalu, ne morete zgrešiti. In glavni enolog in direktor proizvodnje Ptujske kleti Maks Kadivec je še vedno naš gost. Maks, še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Zdaj tudi iz Slovenije, iz Ptuja. Veš kaj, zdaj govorimo samo, ne da je kakorkoli mali Ptuj, ne narobe razumeti, ampak je mali. Predstavljivost v svetovnem merilu. Ja, kak je to? Z ameriškim partnerjem sodelujemo že od leta 2008. Ja. Začelo se je tako kot vedno, z eno paleto, z dvema paletama, tako se nadaljuje odnos. Seveda vse mora štimati, mora biti tudi kupec zadovoljen, se pravi dobri odzivi, kontinuiteta skozi leta in pa seveda vedno več prisotnosti. Tako da smo prišli v lanskem letu na dobrih 150,000 steklenic, kar predstavlja okoli 15% celotne pridelave. Ampak to pomeni, se pravi, prisotnost, promocije, zaupanje v brand, pač dolga leta, preden se lahko s tem pohvališ. In ravno to, ta beseda, ki ste jo omenili, Maks brand, to je to, kar je pravzaprav največji kapital, in na katerem je treba najbolj delati v bistvu. Ja, mi imamo pač več različnih brandov, Petovi, žgane pijače, potem Haložan kot naš največji in tudi najstarejši brand na trgu, več kot 60 let, in pa Pulus, ki je bil ravno ustanovljen 2007. Ampak ja, ko gradiš na brendu uspešno, da imajo ljudje zaupanje in niti več ne gledajo, ko pride nov letnik, vejo, da ko pride nekaj iz Ptujske kleti, temu zaupajo, in to je tisto, kar moraš negovati in kar moraš spoštovati, če hočeš delati še kakšno generacijo naprej. Absolutno. In zdaj zanimivo je tudi, kako se sama kultura vina je, seveda gre pravzaprav, lahko rečemo, z roko v roki z razvojem človeštva na nek način, ali pa vsaj zadnjih, par tisoč let. In je, mislim, to je del tega, kar smo, ampak je tudi zanimivo v zadnjih desetletjih, če spremljamo, kako se je v bistvu vse to spremenilo. Od tega, da si imel, 3 sorte na policah, od tega 2 nista šli mimo grozdja. No, ja, sigurno, transparentnost je v prvi vrsti, zaupanje, iskrenost, to so stvari, na katerih moraš delati, če ne te hitro pogruntajo in ne boš dolgo na trgu. In tudi recimo, kar se tiče Amerike pa stila, dosti stvari se nam je že zgodilo, da je bil en trend v Ameriki, ki se je potem prenesel čez par let k nam. Zdaj recimo mlajše generacije opatije, načeloma konzuma alkohola, povečujejo se druge substance, ali pa če se že iščejo brezalkoholne zadeve. Ampak če to naredimo na Ptuju, ne vem, kako se nam bo potem pisalo. Kar pa imamo prednost recimo v vinskem svetu, je to, da so v osnovi vina z nižjim alkoholom, se pravi nižje alkoholne stopne, govorimo o 11-12% alkohola, ne o 13-14%. To so tudi vina, ki se pač v tem trenutku bolj iščejo, oziroma ki vsaj ne padajo v primerjavi z drugimi segmenti vin. Zanimivo. Ampak se spreminja tudi kultura pitja, recimo, da se zdaj pije dosti bolj, mislim, ima več kvalitetnega vina. Konzumira, ja. Če bi gledal čisto striktno prodajo, še vedno se ogromno proda, recimo bag-in-boxov, plastenk, 2-litrskih, tega je še vedno ogromno. Ampak pač o teh vinih se ne govori, to vzamejo s police in ta vina se prodajo, grejo, se konzumirajo. Definitivno pa je ozaveščenost tudi proizvajalcev, rekel, tudi bolj dostopni smo danes, spletni mediji, social, promoviranje, in ti nalaga še neko dodatno odgovornost, da gradiš kvaliteto. Mislim, če hočeš zaračunati, moraš tudi nekaj ponuditi. Ja, seveda, ne moraš samo. Če nočeš opehariti, bi rekel, potrošnika ali pa gosta tvojega, moraš nekaj za to ponuditi, in definitivno se tudi kvaliteta, tudi ozaveščenost pivcev, vedno več je šol, ljudje se za to zanimajo, vsi danes nekaj kuhajo, pa morajo še nekaj dobrega spiti zraven. Zraven, spremljamo med. Je mogoče v tem duhu dosti več, kot pa je bilo 15-20 let nazaj. Vi sploh morate skrbeti za kvaliteto, ker kako bi izgledalo, da bi kurenti bili po pol ure zmatrani. Ob Ptujski kleti govorimo z Maksom Kadivcem. Nadaljujemo takoj potem.
Danes torej Ptujska klet prihaja tudi zares v Maribor za novo prodajalno, ki je tu v bližini glavnega trga čez cesto od Elektra na Vogalu, ne morete zgrešiti. In glavni enolog in direktor proizvodnje Ptujskih kleti Maks Kadivec je še vedno naš gost. Maks, še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Oziroma plačan za to, da pluva, kot je sem rekel. Ja, doskrat mi kolegi ali pa znanci pravijo, kak si ti srečen, ker lahko v kleti delaš, ne lahko že na vse zgodaj vino probaš. Ampak sploh trgatvi, ne, ko že res 6:30 probamo 50 fermentirajočih tankov, zato pravim, da sem plačan, da pluvam, ne, ker če ne bi do pol dneva zdržal. Na kateri točki, recimo Maks, zdaj pa čisto zares, na kateri točki se moraš ustaviti, ker ti čutila več ne dajo prave informacije, ali to sploh obstaja? Ta moment, ta točka. Pri konzumiranju alkohola ali številu vzorcev? Ne, pri številu vzorcev, ja. Zdaj nekje 50 je meja, ne? Aha. Če res hočeš biti verodostojen, tudi kar se tiče nekih ocenjevanj ali pa to, kar se dela recimo za odločbe, nekje 50 pravijo, da je zdrava meja, da si še vedno razsoden. Zdaj v kleti je to med trgatvijo bistveno več, ampak tam tudi ne iščemo res specifike, pa nobenemu ne odgovarjamo razen sebi. Ampak kot sem pravil, s kolegom običajno 2-3 na dan greva čez klet, kar pomeni v vsaki rundi 50 vzorcev. Tako da zvečer po koncu šihta bolj pivo pa še ko špricer. Bi rekel. Ampak je pa zanimivo, mislim, to me tudi zanima, mogoče še to izkoristim. Kak pa je recimo pri ocenjevanju kakih predikatnih vin, to je potem kak drugačen postopek, iščete kakšne druge stvari? V bistvu vsako vino ima svojo specifiko, ne? Zdaj, če čisto govorimo o kakšnih ocenjevanjih, se ponavadi vina razvrstijo v kategorije. Aha, okej. Sveža skup, malo zorjena skup, sladka skup. A nam vam zmešajo, pa da vidimo, kdo je pravi? Ne moreš, ker nisi potem verodostojen. Zdaj, če dobiš eno res hudo sladko vino, potem pa eno izredno suho mlado, nisi potem do onega naslednjega pošten, tako da moraš iti po nekih parametrih. Zdaj je to po naraščanju sladkorja, po težini, različni so te parametri, po čem se razvršča, da si čim bolj objektiven do vsakega vzorca, ki ga ocenjuješ. Wow. In pol na koncu je seveda, ste vi tisti, ki določite kot glavni enolog, in pol, če ne gre, ste potem tudi glavni krivec? Seveda, samo moraš biti kreativen, pa najde dobro rešitev za čim manj posledic. Ja. Cuker pa žveplo, ne? To je bilo včasih, to seveda več ni, sploh pa ne v takih kletih, kot je Ptujska klet. Ena najstarejših v Sloveniji. Omenili ste tudi izjemno bogato arhivo. Tam imate tudi en muškatni silvanec iz leta 1921, Falstaff, ki ima 100 točk. Kaj točno to pomeni zdaj za laika? Zdaj, Falstaff pri nam ni razširjeno poznan, je mogoče poznan bolj v vinskem svetu. Je pa to ena revija oziroma nek vodnik restauracij vinskih kleti, predvsem na nemško govorečem trgu. Okay. Ampak če govorimo o tem delu Evrope, močna revija, z veliko veljavo. In leta 1923 smo imeli na Ptuju masterclass ravno na temo Sauvignonov in tam je bil urednik te revije Peter Moser. In za na konec različnih Sauvignonov Štajerske in Slovenije smo pač poklonili eno steklenico 1921, muškatni silvanec oziroma Sauvignon. In pol še lansko leto prebiram, listam spletno stran njihovo in vidim muškatni silvanec Ptujska klet 100 točk. V bistvu vseh točk je možnih 100 in dal je popolnoma vse pike, se pravi, takrat, ko ga je poskusil 102 leti staremu vinu. Zdaj niso to pač naše zasluge so to, da skrbimo za to arhivo in jo vzdržujemo, da ne crkne. Da je pa to eno veliko veljavo, bi rekel Štajerske, kakšno klimo imamo, kakšno področje, da vina še lahko tudi po 100 letih se pri primernem vzdrževanju preživijo in so v odlični formi. In to je zaenkrat edino slovensko vino s 100 točkami pri nas. Bo tu tudi se ga dalo vse videti tu v Mariboru? Verjetno to se ne da. Ne, zato boste mogli na Ptuj priti. Dobro, ja, z veseljem. Samo verjetno niste imeli samo ene flaše, pa ste njemu dali, ne? Ne, nismo niti dali, razdelili smo. Okej.
Smo mogli tudi mi probati. No, vemo. Ampak ja, mislim, super, da res poklon, da ohranjate to tradicijo ne zgolj ptujske kleti, ampak dela pravzaprav slovenske kulture. Ja, se pravi, to so bila vina, ki jih je v takratnem času hranila družina Ornik, ki je bila v predvojnem času lastnica ptujske kleti. In vsa ta zbirka se je, se pravi, od 1917 do 1944 ohranila ravno na ta račun, ker je bil del arhivske kleti zazidan. Se pravi, takratni lastnik ni želel, da je vino skriv, ne? Da je vino plen in ga je skril, tako da se je ta arhiv pokazal šele v zadnjem bombardiranju mesta Ptuj, maja 1945. In ravno zaradi tega so se potem ohranili, ampak tudi vsi, bi rekel, po drugi svetovni vojni, vse do danes, ki so skrbeli za to arhivo, da so imeli tudi toliko poguma, da so jo obdržali na Ptuju in ohranili, je to en pač velik poklon vinarstvu in vinogradništvu v Sloveniji. Ja, absolutno. In izjemen dosežek, tudi glede na to, da je maksimalno število točk dobil in je seveda to ena od glavnih referenc, ki jih imate zagotovo. Ok, zdaj pa tak danes odpirate tukaj v Mariboru zgodbo, začenjate to svojo zgodbo. Dobrodošli seveda. Hvala. Dobrodošli, se smo tak tu praktično sosedi, ne? Do soseda pa se veš. In se pravi, blizu glavnega trga na Vogalu, čez cesto od Elektra najdete. Kaj se bo vse dalo dobiti v vašem... Pravi, če začnem, mi kot sami ne odpiramo trgovine, ampak dobro, ja, se bomo naselili v prostore e-vina, pravi, gremo z njimi v neko poglobljeno partnerstvo. Ja. In dejansko bo cel asortiman, ki ga proizvajamo, kompletni asortiman vseh pijač, bo možno dobiti tudi tu. Danes še malo ekstra, se pravi, od 12. ure naprej degustacija vseh izdelkov, seveda na stisk roke in tope objem, zato ne bomo računali. In pa za vse naše izdelke dodatni 15% popust. Ok, to tudi danes v e-vinu, torej kamor prihaja ptujska kletja. Max, najlepša hvala za te res zanimive informacije in še enkrat super in poklon ptujski kleti, kot sem dejal, da ohranjate ta del slovenske kulture in tradicije in se vidimo, ne? Ja, z veseljem vabljeni in moram povedati, ne, da v tem tednu smo tudi dobili 2 lepi priznanji, se pravi na Concours Mondial de Bruxelles, izbor Sauvignon, se pravi Sauvignon Selection, to je vsako letno tekmovanje, ki se dogaja v eni izmed regij Sauvignonov, in na tem smo dobili in za Zorjenega, se pravi muškatni silvanec 2022, kot Zorjen Sauvignon in pa sveži, se pravi letnika 25 iz linije Terroir, zlati priznani, tako da tudi to bo možno sprobati in vabljeni. Ja, lepo. Pridem. Ja, ti si se tako javil. Ja. Mislim, javil, bil si določen, ne? Da gre na teren. Ja, naj samo povem, da najprej ni hotel iti, ne? Ja, ker mi niso povedali, zakaj se gre, ne? Max, hvala lepa, lep dan. Hvala vam, srečno.